Spoštovano občinstvo, dragi prijatelji lepih pesmi in odličnih pevk, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. Kako bi lahko začeli lepše kot z obljubo, da bo nocoj ena luštna noč, ki si je roko podala še s cvetjem v jeseni. Menda velja, da je prav cvetje v jeseni najlepše, ker ne glede na vse, še kar traja, ustraja in cveti, kot ustrajajo, trajajo in cvetijo naše upovke, naša vokalna skupina UP, s katero danes z veseljem in hvaležnostjo praznujemo prvih 10 let ustvarjanja. Z idejo dveh prijateljic, Pavle in Zinke, da po upokojitvi ne bosta peli le v spominih, rekli sta, naj pesem živi naprej in rodila se je vokalna skupina Upovke. Kmalu se jima pridružijo še 4 izjemne dame. Zdenka, poznana tudi po sodelovanjih v narodno-zabavnih ansamblih, Jožica, profesorica matematike, ki zna seštevati tudi tone in harmonije že od malih nog, pa Dragica, učiteljica iz Pišec, ki je v življenju zbrala in zbirala tudi učbenike na pesmi, in Helena, ki še ni upokojenka, a ji folklora in pesem ne dasta miru niti po službi. In zakaj ime UP? Ker so začele s upanjem, da bo skupno petje trajalo še dolgo in da bodo lahko s pesmijo vtisnile sled v ta svet. V teh letih so popestrile mnogo kulturnih dogodkov doma in drugod, letos pa so ob krajevnem prazniku prejele tudi posebno priznanje krajevne skupnosti Dobova, za kar jim iz srca čestitamo tudi mi. Nocoj bomo videli, da je ljubezen lahko tudi nalezljiva, ljubezen do glasbe seveda, saj se pri njih prenaša iz generacije v generacijo. Da je čas je, da nas glasovi naših slavljev, bomo rekli, ponesejo po glasbeni zakladnici naše domovine z melodijami, ki lahko tudi navaden dan spremenijo v praznik. Naj bo nocoj torej praznik, mi pa odprimo srca na stežaj in naj vam bo lepo. Oh,
Prešernom, ki je modro ugotavljal, kakor smo pravkar slišali v pesmi, da je treba izkoristiti vsako uro življenja in iz nje narediti nekaj lepega. In nocoj nam pri tem zelo dobro gre, saj smo na pravem mestu, na pravem kraju in, kar je najpomembneje, s pravimi ljudmi. Pokukajmo še enkrat nocoj v ljudsko zakladnico sporočil, ki k nam prihajajo skozi pesem. melodija koroške ljudske, ki smo jo pravkar slišali. Ja, Hartrc je, če morda kdo ni dognal, nekaj najbolj dragocenega. Je srce takšno, ki zna hraniti spomin
spomine, pesmi in ljudi, ki jih imamo radi. Naše pevke zagotovo v svojem harterstvu nosijo vse vas, ki ste bili v tem desetletju njihovo zvesto občinstvo tako v dvoranah kot v domačih dnevnih sobah. Zdaj pa je čas za posebej slavnostne trenutke. Spoznajmo posebne goste večera, mladenke in mladeniče, ki so se v družini naših upok nalezli ljubezni do glasbe in jo zloščili tako, da lahko danes nadaljujejo, kar so začele njihove babice. Vnuki in družinski člani naših pevk prihajajo vsak svojo zgodbo, s svojim talentom in svojim trenutkom. Pripravite se na harmoniko, na petje, violino, ples, celo na malce opere. Vse to kot dokaz, da se pesem ne konča, ko se zaprejo vrata vaj, ampak živi naprej v srcih in talentih naslednjih generacij.
nami mojstrica Larisa in Peter sta šla do srca. Hvala za to čudovito eleganco v tangu in za lep dokaz, kako lepo se lahko razumeta družina in glasba. Brez besed je včasih še najlepše. Zdaj pa pokukajmo v Zinkino zibko in kaj se je rodilo iz nje. Pri Zinki doma je glasba kot zrak, vedno prisotna. Ko se zbere družina Škofca, se sliši petje, igranje in veliko smeha. Danes se nam bodo predstavili njen sin, 3 vnukinje in vnuk, vsi z glasbeno izobrazbo, eni več, drugi malce manj, a vsi z veliko srca. Prisluhnili bomo odlomku iz legendarnega Fantoma iz opere. Družina Škofca, komaj čakamo tudi na vas.
ima pa gledališče doma. Odlično, lepa hvala. Sedaj pa Dragici. Naša Dragica je bila presenečena, ko je izvedela, da se je njena vnukinja Kristal že kot deklica v Italiji, kjer živi, zaljubila v ples. Danes obiskuje profesionalno šolo Akademija Venecija Baleto in ustvarja pod vodstvom priznane koreografinje Sabine Massimiliani. Za nas bo zaplesala ob čudoviti pesmi Caruso. Kristal Koj, dobrodošla, benvenuta! Naj zasije sonce naravnost v vaša srca.